Lepo zdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa, še z komentatorskega mesta tu v Mariborskem Ljudskem vrtu, kjer, kot rečeno, odpiramo 21. krog prve lige Telemach. Maribor in Bravo ga odpirata, kot vidite tudi sami, je to edina sobotna tekma tega kroga. Tri bodo na sporedu jutri: Primorje, Koper, Mura, Celje in Olimpija Nafta. V ponedeljek ob 17:30 pa še domžalski občinski derbi med Radomljami in Domžalami in na to seveda tudi v živo oglašanje v ponedeljkovo oddajo Pod prečko. Je žogo zapravil, Pečar je bil tisti, ki mu jo je oduzel. Pa zdaj Babula do Poplatnika, dvojna podaja, Babula že v kazenskem prostoru Maribora, tole je lahko nevarno. Stanković se tule še bori, pa Jovan, ki lahko strelja. Jovan poizkuša in gostje vodijo. 5. minuta srečanja, 0:1 v Mariboru. Gašper Jovan je tule natančno meril, enostavno preveč prostora so tule vijoličasti dopustili levemu bočnemu branilcu Brava. Tule je sicer Velenčan v dresu Bravašev, njegov prvi zadetek v tej sezoni je to. Gašper Jovan je sicer, Babula je tule krenil proti Krajncu, Stanković, dobro tole počnejo Bravaši. Stanković ima na levi strani Jovana, mislim, da ga niti ni videl, kajti Jovan se je lepo ponujal z leve strani, ampak prihajal iz ozadja. 5 zmag in 3 remi še in Maribor se je po tej dobri seriji torej vrnil tik pod vrh na drugo mesto državnega prvenstva. Rekik zdaj proti Tetehu, to je nevarno, na koncu pa je Orbanič žogo vendarle ujel v 26. minuti, pravzaprav prva ena sama, bom rekel, pravzaprav pol priložnost za Mariborčane, tisti strel Teteha z roba kazenskega prostora, ki so ga Ljubljančani že dodobra blokirali. Pa zdaj Tetev priložnosti in obramba Orbaniča. Dobro je bil postavljen Matija Orbanič. Ljubljansko Olimpijo. Stanković samo do Sudanija. Pa zdaj Teteh, nova priložnost za Mariborčane. Zdaj sproti napada Žiga Repas, Grlić je na robu kazenskega prostora. Žiga Repas 1:1. 31. minuta, malce je tule počela tale organiziranost v obrambi Brava in Mariborčani so tole uspeli izkoristiti ter v 31. minuti preko mlajšega od bratov Repas, preko Žige Repasa priti do izenačenja. Boštjan Cesar je zdaj seveda lahko več kot zadovoljen. Žiga Repas pa, kot vidite, je dosegel svoj 3. zadetek v tem državnem prvenstvu. Šparing višji od Grlića, pa zdaj Babula. Otresel se je Žige Repasa, tudi Jana in potem Elmaza. Babula v nevarnem prodoru. Babula zdaj lahko tudi strelja, oddal je žogo Pečarju, ostaja 1:1. Priložnost je bila to za novo ljubljansko prednost. Pečar še ob Mariboru v tej sezoni. Grlić. Tudi Krajnc zdaj nekoliko više, lepo je našel ponovno Grlića. Tete, to je nevarno. Jan Repas strelja, 2:1 za Maribor. Brata Repas sta skreirala popoln preobrat v Ljudskem vrtu in to je nogomet. Še enkrat se je v popolnosti uresničilo tisto nepisano nogometno pravilo, kdor ne da, dobi. Pred nekaj trenutki sjajna priložnost za Pečarja, da bi goste še enkrat popeljal vodstvo. Zdaj pa seveda veselje na mariborski klopi po Žigi, pa zdaj zadetek še za Jana Repasa. Opozarjal sem na to, da Jan v tej sezoni še ni zadev in da je verjetno le vprašanje časa, kdaj se bo to zgodilo. Jakoslav Stanković. Pečar, krasna podaja, Jovan, 2:2. Gašper Jovan do današnje tekme ni dosegel gola za Bravo, zdaj pa sredi Ljudskega vrta kar 2 zadetka tega
Velenčana v dresu Brava in treba je priznati, glede na prikazano v zadnjih nekaj minutah, ko so Ljubljančani močno pritisnili na vrata. Tale štart Mika Grliča. Juk iz vrat, pa zdaj padec in tole bo najbrž 11 metrovka celo za Bravo. Mislim, da je Mertik pokazal na belo piko. Ne, na prosti strel z roba kazenskega prostora. No, tole pa je zanimiva odločitev. Poglejmo, kaj bo zdaj pokazal tale posnetek. Juk je šel iz vrat. Tole bo 11 metrovka bržčas, kajti vse se je dogajalo na črti. Črta pa je del 16-metrskega prostora v zadnji akciji. Ampak tudi eden od mariborskih branilcev je tule zlahka predse spustil Poplatnika, da je sploh prišlo do tega. Poplatnik strelja in tisto, kar sem na nek način napovedoval, se je zdaj tudi zgodilo. Kajti Ažbe Juk je resnično sijajen, ko gre za branjenje najstrožjih kazni. Mertik bo zdaj seveda počakal, ali ni šel Juk morebiti prehitro iz vrat. Tudi to je del protokola. Tule poglejmo, ne, mislim, da je bilo vse čisto. Zaključnega strela, kaj vse smo danes že videli in kaj vse nam bo še ponudila ta sijajna tekma v Ljudskem vrtu. 2 proti 2, tudi že zapravljena 11 metrovka Brava, pa zdaj priložnost za Mariborčane. Širvis je v kazenskem prostoru, brata Repas sta si bila na poto, Sudani strelja. Ni zadetka, ampak še je nevarno. Širvis proti Teteju, mislim, da je tam Tete snel žogo Sudaniju. Kaj vse se dogaja v Ljudskem vrtu? Svežima krilnima napadalcema nadaljuje tole tekmo Boštjan Cesar po vstopu Ođa in Regbe. Tete si lahko v vsakem momentu izmisli marsikaj. Ođo je tule na koncu prišel do priložnosti. Babula, sijajen sprejem, že v sprejemu se je tule otresel Krajnca. Babula je v kazenskem prostoru, prekrat Babula. Ampak še ena izjemna akcija tega, odkar redno igra v prvi ligi, že na nekoliko daljši prisilni počitek, na zadnje torej težave s poškodbo ključnice. Tule je Poplatnik, zagotovo je Poplatniku težko po zapravljeni najstrožji kazni. Tule je Ivanšek v kazenskem prostoru, 11 metrovka, ponovno za Bravo. Ivanšek je takoj po vstopu v igro izsilil najstrožjo kazen. Bondu se je tule prikradel Matic Ivanšek. Nekaj trenutkov potem, ko je bil nad njim storjen prekršek in je tudi sam prekršil tisto nepisano nogometno pravilo, da naj ne izvede tisti, nad katerim je bil prekršek storjen. Poplatnik pa tokrat tudi v levi spodnji kot gola Ažbeta Juga, ampak tokrat na veselje nekaj navijačev Brava, ki so se tule zbrali in jih je slišati ravno na delu tribune nad nogometaši, ki se zdaj veselijo ob robu igrišča za vodstvo Brava s 3 proti 2. Kaj ima tule Krajnc zdaj povedati Poplatniku, ki je dosegel že svoj 4. gol v pomladanskem delu sezone, skupno pa 6. v tem prvenstvu. Ivanšek je tule iskal Pečarja. Mariborčani so tule izvlekli žogo nekako iz svoje zadnje vrste, potem pa napaka. Duhanović vrača žogo na desno stran Pečarju. Priložnost za Poplatnika in ostaja 3 proti 2. Tudi tule je zdaj lahko Ažbe Juk. Zdaj pa proti napad Brava, 4 proti 2. Selan levo ima Ivanška. Tule je Ivanšek že v kazenskem prostoru. Priložnost za Bravo. Juk brani, pa Selan strelja, ostaja 3 proti 2 za goste. Avtocesto proti 3 so verjetno zdaj precej oddaljene. Širvis pred ložkom, tole je dobra podaja, toda dober je bil tudi izhod Orbaniča, še traja ta akcija, Tete strelja. Kdo je tule odbil
kot bo to samo za Mariborčane. Tekma pa zares sijajna, še posebej za nevtralnega ljubitelja nogometa, prava poslastica, prava golijada, tudi kopica zgrešenih priložnosti, kar seveda tudi sodi zraven. Bravo je zapravil še eno 11-metrovko, eno od dveh. Tole je zdaj priložnost za Regbo, pa Iličić, in kaj je tule zdaj rešil Jovan? Še ena izjemna reakcija Jovana. Za besedo, ob meni je Jan Repas. Jan, čestitke za gol. Prvi del tele tekme je deloval, da ste brez težav nadzorovali, preobrnili srečanje, ampak potem v drugem polčasu smo videli zares intenzivno tekmo z ene in z druge strani. Za vas še ni išlo, pa me zanima, kako ste vi videli celotno tekmo. Ja, žal, Bravo, tu smo prepustili preveč prostora. Ustvarjali so se kar nekaj priložnosti. Prvo kot prvo, to se ne more zgoditi. Se pravi, slabša predstava obrambno z naše strani. Slabo smo štartali tekmo, potem nekako nadoknadili, ampak potem do konca tekme nismo izpeljali tako, kot smo se zmenili. Ampak če gledamo število vaših priložnosti, napadalni del Maribora danes ni bil slab, ampak učinkovitost pa ni bila tako dobra kot naprimer proti Celju. Ja, res je, nekako priložnosti smo si ustvarjali, prišli do strela na gol, nekako dobrih situacij, ampak ja, nismo jih realizirali. Očitno danes bi potrebovali še več kot 2 zadetka. Časa za objokovanje tega poraza ne bo prav veliko. Mura je znova nasprotnik, ki prav gotovo ne bo lahek. Ja, sigurno, težka tekma. Zdaj moramo nekako se spočiti, strniti misli, analizirati tekmo, kaj je šlo slabo in se pripraviti na Muro. Jan, hvala in srečno. Hvala. Dejan, beseda je znova tvoja. Iskrene čestitke za zmago. 3-2 v Ljudskem vrtu, malo ekip, ki si lahko nadeja tako dobrega rezultata. Začeli ste izjemno dobro, zadeli, na to je Maribor preobrnil rezultat, ampak drugi polčas je bil, če gledamo z nekega neutralnega vidika, zares zanimiv. Priložnosti na eni in drugi strani, intenzivno z obeh strani. Kako ste vi videli tekmo na igrišču? Ja, tekma je bila res super za gledalce, za vse. Končalo se je nam v prid. Štartali smo tekmo tako, kot smo se zmenili, hitro povedali, pa smo malo popustili in smo dali nasprotniku več priložnosti, ustvarili so si neke, tam v 16-tercu so prišli prelahko do strela, pa smo drugi polčas spet začeli kot rabimo in kot znamo mi odigrati, pustili srce na igrišču in 3 točke pripeljali v Ljubljano. Očitno je tudi pripravljalni del pred tem drugim delom sezone bil dober, kajti Bravo do 94-95 minute ni popuščal. Kako ste videli vi ta fizični del tega srečanja? Ja, očitno smo dobro pripravljeni. Vsa čast ekipi, res sem zadovoljen. Čestitke Gašperju Jovanu, danes 2 zadetki podplatniku in vesel sem za ekipo. Sedaj je nova zanimiva tekma, prvenstvo se nadaljuje, dohiteli ste po številu točk Maribor, zdaj ste pa zelo, zelo blizu, da bomo lahko začeli govoriti, da se Bravo celo bori za tista najvišja mesta. Ja, to bomo še videli, mi igramo tekmo po tekmo, dali bomo vedno vse od sebe, bomo videli, kam nas to popelje. Martin, hvala in srečno še naprej. Hvala vam. Boštjan Cesar, če gledamo povsem iz nevtralnih oči, tole je bila paša za oči za gledalce. 3-2, veliko priložnosti na eni, na drugi strani. Verjetno bo vaše mnenje kot trenerja Maribora morda nekoliko drugačne. Ja, bila je odprta igra, tako na eni kot na drugi strani. Mi smo naredili več individualnih napak, ki se nam to sezono že pogosto dogaja. In čestitam Bravo, zasluženo zmago. Mi pa moramo dati skupaj glave in se pripraviti na naslednjo tekmo. Vas je Bravo v kakršnem koli pogledu presenetil, morda ta pressing tudi v drugem polčasu, ko so napadali, ko so si v Ljudskem vrtu želeli še 3. zadetek pri rezultatu 2-2? Ne, ni mi presenetil, ker vem točno in igralci so dobili točno navadila, kako oni igrajo. Mi smo že drugo tekmo zapored šli slabše v tekmo, na to se pobrali, vodili prvi polčas, na to spet v drugem polčasu štartali zelo slabo in tukaj bomo mogli kar dobro podelati.
v primerjavi s tisto zadnjo tekmo proti Celju, je realizacija tam bila tukaj. Priložnosti ste si ustvarili kar precej v drugem polčasu, ampak te realizacije na koncu ni bilo. Je bila to verjetno tista glavna razlika med celjsko tekmo in to z Bravom? Nismo si pripravili priložnosti, nismo vse zadeli, ampak prepoceni dobivamo gole. Tako da, če bi bili bolj koncentrirani v obrambi, ne bi se pogovarjali danes v 3 golih dobitnih. Sedaj je Mura, vemo, stalni tradicionalni rival Maribora, zagotovo v prvi ligi, sedaj lahkih nasprotnikov ni več. Za Maribor ni in vsak nasprotnik gre 100%, tako da mi moramo biti pravi, če hočemo vzemati pike. Samo tole še, smo v zadnjih urah prestopnega roka v Sloveniji. Nam lahko zaupate, v kakšnem statusu so nogometaši, to se pravi Božič, Max Barišič in še kateri od nogometašov, ki danes ni bilo na zapisniku? Ja, v zadnja 2 že dolgo časa nista zraven, so na stranskem tiru, tako da bomo videli v zadnjih urah, kaj bo še spremenilo. Lahko pričakujemo še kakšnega napadalca v Mariboru? Če se bo ponovila priložnost, ja. Boštjan Cesar, hvala lepa in srečno. Hvala tudi. Aleš Arnold, najprej splošno vprašanje. Se vam zdi, da je bila tale tekma zares dobra reklama za slovenski nogomet? Ja, jaz mislim, da ja. Visok tempo, veliko priložnosti, veliko situacij na obeh straneh in jaz mislim, da dobro, hitro igrišče, kar je vedno osnova za to. Tako da jaz mislim, da so ljudje, ki so si danes vzeli čas in to pogledali. Pogosto se nam dogaja, da slovensko ligo podcenjujemo, nas, ki od tega živimo, pa se s tem dnevno ukvarjamo. To seveda malo boli, nam ni vseeno, ampak na drugi strani je na nas, da se potrudimo, da je naš produkt tako dober, kot je bil danes in verjamem, da bomo vedno več gledalcev, ki bodo to spremljali. Bravo je danes tekmo odprl zares na najboljši možen način za vas, gol že v 5. minuti. Kako ste videli zaključek prvega polčasa, ko ste pristali v zaostanku? Danes je bil v bistvu najtežji moment ta v garderobi, ker preprosto jaz sem igralcem povedal, da sem prepričan, če bomo igrali aktivno, če bomo nasprotnika napadali v obrambi, da bomo s presingom nenehno povzročali nered pri njih in če bomo v napadu zaključevali naše napade, kar nismo počeli po doseženem golu, da smo blizu preobratov. V to sem bil prepričan in res sem vesel, da so tokrat tukaj zaupali, ker ni lahko zaostajati v Mariboru. Predvsem po tistem prvem golu, ki smo ga dali in v dobrem uvodu v srečanje smo postali preveč pasivni. V nizki coni smo se branili izredno pasivno, v srednji coni Mariborčane puščali, da so v bistvu centralni branilci prihajali visoko z viškom in jih pustili ravno to, kot smo pred tekmo rekli, da ne želimo, da so blizu naše zadnje tretjine. Tako da ta pasiva morda zaradi zgodaj doseženega zadetka je bila res neustrezna za nas, potem pa odlična reakcija v drugem polčasu. Glede na to, da smo točkovno zdaj v situaciji, v kateri smo tudi danes lovili zmago, tudi pred 2-2, mislim, da je bilo to relativno očitno, ker na koncu te remiji se seštevajo oziroma ta remiji točkovno ne prinašajo veliko, tako da smo šli danes tudi v riziko iskali zmago in če upoštevamo vse, kar smo ustvarili poleg 3 zadetkov, jaz mislim, da bi lahko bilo tudi 5, pa bi še kakšnega na drugi strani morda prejeli, ampak danes res igralcem se zahvaljujem za zaupanje, ker je bil trenutek pomemben, da res 100% zaupajo v polčasu, to so naredili in pokazali svojo kvaliteto in na Ljudskem vrtu zasluženo zmagali. Tudi intenzivnost je bila praktično do zadnje minute, do zadnjega sodnikovega žvižga zelo visoka, zelo na nivoju. Očitno je tudi priprava vaših fantov, ki jih ni veliko v primerjavi z drugimi ekipami, na zavidljivem nivoju. Ja, sigurno. Tudi tega smo se zavedali, da je rahla prednost v tem. Zavedali smo se danes, da smo pridobili malo širine na klopi in da bomo z menjavami uspeli v bistvu to intenziteto držati. Tako da namen je bil, da je tekma hitra. Mi smo si danes želeli hitre tekme, ne počasne, intenzivne tekme, tudi če pride do večkratne izmenjave posesti. In jaz mislim, da je bil plan dober, ampak nekaj je plan sestaviti, nekaj je to natrenirati, drugo pa je, da igralci to izvedejo, tako kot so danes izvedeli. Jaz jim za to čestitam. Aleš, hvala in srečno še naprej.